Nelsonovo srce je nekontrolirano razbijalo, ko je ob gromkem zvoku plazu preplavil val tesnobe. Samo s svojimi smučmi je poskušala vse, da bi se izognila valu snega, ki se je z vsako sekundo bolj približeval. Potem pa je nenadoma izginila iz partnerjevega vidnega polja in se izgubila v morju beline na vrhu mogočnih vrhov gore Manaslu. Z glasom, ki je drhtel od strahu, je Jim Morrison klical svojo življenjsko partnerico, a ni dobil odgovora. Obupano je preiskal strmo pobočje, kjer je izginila, vendar ni našel nobene sledi o njej. Kako se je lahko tako grozljiva preizkušnja zgodila ženski z toliko izkušenj in usposabljanja na podobnih vrhovih? In kateri niz dogodkov je privedel do grozljivega izginotja Nelsonove? Od plezanja na eno najvišjih gora na svetu do izginotja v trenutku. Danes predstavljam srce parajočo zgodbo Hilary Nelsonove. Dobrodošli v Extreme. Hilary Nelsonova se je rodila 13. decembra 1972 v Seattlu, kjer je začela smučati že pri 3 letih. Hitro je razvila ljubezen do športa, ki ji je služila kot motivacija na poti, da postane ena najbolj cenjenih pustolovk svoje generacije. Nelsonova je več let študirala na Colorado College v Colorado Springsu, preden je zapustila življenje v Združenih državah in se preselila v Francijo, da bi sledila svoji strasti. Tam je preživela 5 mrzlih zim v bližini Chamonix'a, kjer je izpopolnjevala svoje smučarske in alpinistične veščine med zasneženimi gorami. Ta čas stran od doma je obetavni smučarki zelo koristil in leta 1996 je postala evropska prvakinja v ekstremnem smučanju za ženske. Nekaj časa kasneje se je Nelson odločila preiti v drzni svet alpinizma. Kmalu je pridobila svetovno priznanje zaradi svojih spustov po nekaterih najzahtevnejših terenih na svetu. Do leta 1999 si je Nelson prislužila donosno sponzorsko pogodbo s svetovno znano znamko The North Face. To je pustolovki odprlo mnoga vrata in spoznala je več podjetij, ki so ji zagotovila sredstva za udeležbo na več odmevnih odpravah. Njena sposobnost združevanja smučanja s plezanjem jo je ločila od mnogih drugih pustolovcev, saj se je pogosto spuščala po nekaterih najzahtevnejših vrhovih sveta na svojih smučeh. Kmalu je začela postavljati rekorde in postala prva ženska, ki se je uspešno spustila s smučmi z vrhov gora, kot so Denali, Koju in Makalula Kulvar. Vendar pa se je eno njenih najbolj nepozabnih dosežkov zgodilo maja 2012, ko je postala prva ženska, ki je uspelo v 24 urah osvojiti vrhova Everesta in Lotseja. A tam se ni ustavila. V naslednjih letih je Nelsonova še naprej podirala rekorde in leta 2017 postala prva oseba, ki je opravila smučarski spust s Papsure v Indiji. Preden je leta 2018 storila enako na Dreamlineu, strmem in skritem smučarskem spustu na gori Lotse v Nepalu. Toda leta 2022 jo je njen pustolovski duh pri 50 letih znova pritegnil v Nepal, kjer se je pripravljala na enega svojih najtežjih izzivov doslej. V spremstvu svojega partnerja Jima Morrisona sta načrtovala smučarski spust s pravega vrha Manasluja, gore, ki se dviga na osupljivo višino 8163 metrov. Nepal, ki leži v Južni Aziji, je znan po svojih raznolikih in vznemirljivih možnostih za plezanje in pohodništvo. Nepal je sen vsakega alpinista. Vsak mesec na tisoče turistov potuje v to državo, v upanju, da bodo osvojili nekatere najbolj znane poti na svetu, vključno s trekingom do baznega tabora Everesta, krožno potjo Annapurna in krožno potjo Manaslu. Nelsonova in njen partner sta si zadala Manaslu, edinstveno goro, ki leži med Mansiri Himalom, delom nepalskih Himalaj. Manaslu je 8. največja gora na svetu in je znana po zahtevnem terenu, skritih razpokah ter nepredvidljivih vremenskih razmerah. Njeno ime v sanskrtu pomeni Gora duha. Toda mednarodna skupnost pustolovcev ima za Manaslu veliko bolj zlovešče ime – Morilska gora. Kratek ovinek v tem kaosu. Če želite več surovih, necenzuriranih zgodb, ki jih tukaj ne moremo pokazati, se pridružite Extreme na Patreonu. Se vidimo na pravem Extreme. Ime Morilska gora izhaja iz visoke smrtnosti, saj je kar 90 ljudi izgubilo življenje pri poskusu osvojitve tega zahtevnega vrha.
Tisti, ki si upajo poskusiti, se lahko soočijo z nepredvidljivimi in hudimi vremenskimi razmerami, ki se lahko pojavijo skoraj v trenutku ter prinesejo številne nevarnosti, vključno s plazovi. Tako, čeprav tehnično ni tako zahtevna kot vzpon na Everest, mnogi plezalci menijo, da je osvojitev tega vrha težja, saj jih na vsakem koraku čaka nevarnost. Kljub svojim izkušnjam in ugledu ene najboljših živih alpinistk, je Nelsonova temeljito načrtovala tako vzpon, kot tudi sestop z te gore. Spust zgoraj s smučmi velja za precej zahtevnejšega kot tradicionalna hoja ali običajno smučanje po ravnem terenu. Pri tem obstaja večja možnost padcev in poškodb. Fizično je to bolj naporno. Ena pogosto spregledana nevarnost pa je tako imenovana vršna mrzlica, kjer posamezniki pogosto presegajo svoje zmožnosti in se izpostavljajo nevarnosti. Kljub temu se je Nelsonova dobro zavedala vseh nevarnosti, s katerimi se je soočala vsakič, ko se je odpravila z vrha in bila pripravljena, da jih sprejme z lahkoto. Do jeseni 2022 sta Nelsonova in Morrison prispela v Nepal, da bi začela vzpon na zloglasni Manaslu. Na goro jih bo vodilo podjetje Shangri-La Nepal Trek, alpinistično podjetje z bogatimi izkušnjami pri vodenju skupin na vrh Manasluja. Da bi se izognili neusmiljenemu zimskemu obdobju, se je njihova odprava začela kot večina drugih. Uspešno so prispeli v bazni tabor in tukaj preživeli nekaj časa sredi septembra, da so se pravilno aklimatizirali na novo okolje, v katerem so se znašli. Ta prilagoditev običajno vključuje več opaznih fizioloških sprememb, kot sta sprememba vzorca dihanja in povečanje proizvodnje rdečih krvničk. Obe pa sta namenjeni temu, da telesu pomagata delovati pri nižjih ravneh kisika. Čeprav je bilo to za Nelsonove nekaj običajnega, pa ni pričakovala posebej zahtevnega vremena na gori. Od baznega tabora bi se ekipa povzpela še do 4 taborov, preden bi končno dosegla vrh. Vsak prehod med tabori bi trajal približno en dan, saj so se razlikovali tako po zahtevnosti terena kot po razdalji. Večino odprave jih je spremljalo nenehno sneženje, kar je bilo za ta letni čas nenavadno. Medtem ko so se še naprej aklimatizirali v baznem taboru, se vreme ni kaj dosti izboljšalo in sneg je še naprej padal. Tako zelo, da so se druge odprave odločile obrniti nazaj. Toda Nelson in Morrisona slabo vreme ni pretirano zmotilo in sta se odločila nadaljevati. Do konca septembra je Manaslu doživel 15 dni zaporednega sneženja. Številni očividci na gori so takrat trdili, da je bil sneg v bližini smrtne cone globok do 4 ali 5 čevljev. Izraz se nanaša na območje v gorah, kjer je nadmorska višina tako visoka, da je tlak kisika prenizek, da bi človek lahko tam preživel daljše obdobje. Razmere se do konca septembra niso izboljšale, vendar sta Nelson in Morrison menila, da je dovolj varno, da nadaljujeta svojo odpravo. Morda sta celo mislila, da bo več snega pomenilo boljšo smučarsko izkušnjo. Ker je bilo v tej sezoni okno za vzpon na vrh krajše od nekaj dni, sta se par in njuna ekipa odločila, da opravijo še zadnje priprave za dosego vrha Manasluja. Ker ima več taborov Wi-Fi, je Nelsonova svoje sledilce obveščala z objavo na družbenih omrežjih, ki jo je delila konec septembra. Osvetlila je svojo izkušnjo in zapisala: S sključenim hrbtom in sklonjeno glavo se na Manasluju nisem počutila tako trdno na nogah, kot na prejšnjih odpravah v redkem zraku visoke Himalaje. Ti pretekli tedni so mojo vzdržljivost preizkusili na nove načine. Razkrila je, da je njena ekipa že prej poskušala napredovati iz tabora 3 v tabor 4, a so se odločili, da je preveč nevarno, in dodala: težko v gori najdem mir in navdih, ko je neprestano zavita v meglo. Nato je bila ekipa prisiljena smučati navzdol iz tabora 3, saj so se razmere še naprej slabšale. Ob tem pa so vedeli, da bodo morali v naslednjih dneh smuči nositi nazaj gor po gori. Končno se je vreme dovolj izboljšalo, da je ekipa lahko prišla do tabora 4 in končno, v zgodnjih urah 26. septembra, ko je nočno nebo razsvetljevala svetloba delne lune, so začeli zapuščati varnost baznega tabora in se vzpenjati po gori. Medtem ko je vreme še naprej odvračalo plezalce, so vztrajali in se počasi vzpenjali proti mogočnemu vrhu. Začetne faze vzpona na vrh so običajno obvladljive z minimalno opremo, vendar so morali, ko so se počasi vzpenjali proti vrhu Manasluja, uporabiti vse svoje znanje in izurjenost, saj je bil vzpon z vsakim pridobljenim metrom višine vse bolj naporen in zahteven. Sneg in močnejši kot običajno vetrovi so še naprej povzročali težave Nelsonu in širši ekipi. Ko so prečkali določeno mejo, je teren postal bistveno teže prehoden in bili so prisiljeni uporabiti fiksne vrvi za vzpon po strmih pobočjih. Ko so prečkali lažni vrh, je bil cilj za Nelsona že na vidiku in bili so manj kot 70 metrov oddaljeni od najvišje točke Manasluja.
Vendar pa so morali najprej premagati še zadnjo oviro, oster snežni greben z opastmi, ki je za ekipo predstavljal več tveganj. Za zagotovitev varnosti bi ponovno uporabili fiksne vrvi, ki so služile kot rešilna vrv in lestev za plezalce. Končno sta v soboto, 26. septembra 2022, okoli 10:42 dopoldne, Nelsonova in njen partner Morrison uspešno osvojila vrh gore Manaslu. Par je zagotovo preplavil trenutek veselja, ko sta se začela spuščati nazaj proti Nepalu z več kot 8100 metrov nadmorske višine. Za trenutek sta obstala in vse skupaj doživela. Vreme jima ni bilo naklonjeno, zato sta bila prisiljena nadaljevati svojo pot. Zdaj je bil čas za pravi izziv – spustiti se po gori na smučeh. Nelson in Morrison sta hitro zamenjala opremo in kmalu po prihodu na vrh sta bila že na poti nazaj dol. Toda tukaj naša zgodba doživi tragičen preobrat na slabše. Po besedah očividcev, vključno z njunim organizatorjem odprave, Jabonom Gimirionom, je Morrison vodil pot navzdol po gori, Nelson pa mu je sledila na kratki razdalji za njim. Načrtovala sta, da bosta smučala okoli grebena vrha in se ponovno združila s preostalo ekipo Šerp. Ko sta se spustila po gori in drsela po rahlo zbitem snegu, sta ju verjetno preplavila adrenalin in veselje. A to ni trajalo dolgo. Le nekaj trenutkov potem, ko sta začela spuščanje z gore, sta se soočila z grozljivo preizkušnjo, ki je Nelsonovo pustila v boju za življenje. Manj kot 10 minut kasneje je izginilo iz Morrisonovega vidnega polja in njuna drzna pustolovščina se je spremenila v reševalno akcijo v tekmi s časom. Čustvena obremenitev zaradi nenadnega preobrata dogodkov je bila očitna, ko se je ekipa iz evforije po uspešnem vzponu preusmerila v nujno in zastrašujočo nalogo iskanja svoje Nelsonove. Na kraj dogodka so takoj poklicali reševalne službe, ki so začele iskati kakršnekoli sledi Nelsonove v snegu. Zaradi zahtevnosti reševalne akcije na odročnem območju z malo mobilnega signala so se na spletu začela pojavljati nasprotujoča si poročila. Začele so krožiti 3 teorije. Vsaka je skušala pojasniti, kaj se je zgodilo z Nelsonom na gori. Sprva je Himalayan Times trdil, da je anonimni vir z gore sporočil, da je Nelsonova padla več kot 24 metrov v globoko razpoko tik pod vrhom Manasluja. Vendar je Jabon Gamire, direktor podjetja Shangri-La Nepal Trek, to hitro ovrgel. Po besedah Gamireja, ki je govoril z osebami v baznem taboru gore, je Nelsonova izgubila eno smučko, preden je zdrsnila s velike pečine in izginila. Vendar se je na spletu pojavila še tretja teorija, ki jo je delila brazilska ultramaratonka Fernanda Maciel, ki se je prav tako vzpenjala na Manaslu istega dne kot Nelsonova. Potem, ko je trdila, da je govorila z Morrisonom, je predlagala, da je bila Nelsonova v resnici odnesena s tal zaradi manjšega plazu blizu vrha gore. To zgodbo je sprva zanikal tudi Gamajer. Vendar pa bo kmalu priznana kot resnica. Dogodke, ki so se zgodili na vrhu, je kasneje pojasnil Morrison, ki se je spomnil grozljivega dogodka. Ko je v nekem trenutku smučal pred svojim partnerjem, se je po nekaj zavojih ozrl nazaj, da bi opazoval Nelsona, in prav takrat se je zgodila tragedija. Ko se je spuščala po gori, je mehki sneg pod njenimi nogami začel popuščati in v nekaj sekundah se je znašla sredi manjšega plazu. Nelsonova je poskušala ostati mirna in je uporabila svoje znanje v upanju, da bo ostala na nogah, vendar je bil hitro padajoči snežni pokrov premočan in je izpodnesel smuči. V hipu je že padala po gori navzdol. Morrison ni mogel storiti drugega, kot da v grozi opazuje, kako je moč plazu skupaj s silo gravitacije prevzela njegovo partnerko. Ker je bil nekaj metrov pred njo, mu je uspelo uiti temu, da bi ga zasul sneg. Ta del Manasluja ni imel naravnih prelomov, kar je pomenilo, da sta bila njeno telo in smuči kmalu pokopana pod tanko plastjo snega. Reševalna akcija se je začela takoj, v iskalno akcijo pa so vključili tudi helikopter. Morrison je poskušal se stopiti po južni strani gore, v obupnem poskusu, da bi našel svojo partnerko. Ko je začel smučati po pobočju, kjer je izginila, je teren hitro postal nevaren, saj tam ni bilo poti, za razliko od strani, po kateri sta dosegla vrh. Zaradi nevarnosti in slabšanja vremena je moral prekiniti iskanje, dokler na kraj niso prispeli reševalci. Iskalna prizadevanja reševalne ekipe je oslabila še ena uničujoča snežna plaz, ki se je sprožil na gori pri skoraj 7000 metrih nadmorske višine, vzel življenje Šerpi in poškodoval številne plezalce. Slaba vidljivost in poslabšanje vremena sta skoraj onemogočilo iskanje Nelsonove, njene možnosti za preživetje pa so se z vsako uro zmanjševale.
Ko se je nad goro spustila noč, je bila iskano-reševalna akcija prisiljena narediti premor do zore. Ker je bil zaradi vremena prisiljen pustiti svojo partnerko za seboj, se je Morrison v ponedeljek zvečer varno prismučal nazaj v bazni tabor in upal, da je njegova partnerka nekako preživela padec in našla zavetje. Naslednje jutro je Morrison okoli 7 zjutraj vstopil v helikopter in skupaj so prečesali južno pobočje vrha, v upanju, da bodo naleteli na kakršenkoli znak Nelsonove. A tudi tokrat so se vrnili praznih rok. Kasneje tisti dan je drug helikopter opazil nekaj predmetov, ki so spominjali na oblačila in celo smuči na višini okoli 6400 metrov nadmorske višine. Vendar pa je tudi tokrat ostro vreme otežilo podrobnejši pregled dokazov, zato so se morali ponovno umakniti, dokler se razmere niso izboljšale. Med njihovimi obupanimi poskusi iskanja po ogromni gori so se Morrison in reševalne ekipe soočali s številnimi zamudami in težko pridobivali dovoljenja za letenje, ki so bila potrebna za operacije v zaščitenem območju Manaslu. Končno je 28. septembra vreme dovolilo, da se je helikopter vrnil na območje, kjer so bili prej opaženi smuči. Morrison je skupaj z 2 šerpama počasi pristopil do lokacije. Ko so se približevali, ga je preplavil slab občutek v želodcu in globoko v sebi je vedel, da se bo morda moral soočiti z najslabšim scenarijem, ki ga je verjetno zanikal. Nato je Morrison zagledal prizor, ki ga nihče ne bi smel nikoli videti. Na južnem pobočju Manasluja so negibni ostanki Nelsona ležali v ledu. Zlomljenega srca in preplavljen z žalostjo je Morrison zajokal, ko je gledal svojega preminulega partnerja. Kar so upali, da bo iskalna in reševalna akcija, se je zdaj spremenilo v akcijo izvleka posmrtnih ostankov. Ko se je spominjal uničenja, ki ga je povzročil dogodek, je Morrison razkril, da je moral izkopati posmrtne ostanke svojega partnerja iz snega in ledu, kar je majhni ekipi vzelo skoraj 2 uri. Od tu so trupo Nelsonove prepeljali nekaj metrov više po gori do mesta, kjer so njene posmrtne ostanke lahko po zraku prepeljali nazaj v Katmandu. V ganljivem zapisu na družbenih omrežjih je Morrison delil poklon svoji življenjski partnerki. Na koncu je zapisal: "Moja izguba je nepopisna in osredotočen sem na njene otroke ter njihove naslednje korake. Zdaj bo njena energija vodila vse nas. Mir naj bo z nami vsemi." V dneh in tednih po tragični izgubi svoje partnerke se je Morrison zagotovo boril z neobvladljivimi občutki krivde, žalosti in bolečine v srcu. Ko je ponoči ležal buden, so mu misli zagotovo preplavljala vprašanja. Bi se morala vrniti, ko se je vreme poslabšalo? Bi lahko naredil več, da bi rešil Nelsona? A na koncu je bil zdaj prisiljen soočiti se z resničnostjo njene prezgodnje smrti, za seboj pa je pustila 2 otroka. Nelsonova zapuščina živi naprej v življenjih številnih drugih pustolovcev, s katerimi je skozi leta delila izkušnje. Emily Harrington, ki je Nelsonovo spoznala na odpravi na Everest, se spominja, kako sta takoj ustvarili posebno vez, ki jo je popeljala skozi številne nepozabne izkušnje. Ko je govorila o karizmi svoje prijateljice, je Harringtonova zapisala: "Povem vam, da je bila Hillary poleg te tragedije sila, ki si jo je vredno zapomniti. Ne zaradi te nesreče ali celo zaradi dejanskih gora, na katere se je povzpela in z njih tako mojstrsko smučala. Ampak zato, ker je brez zadržkov tlakovala pot ženskam na tem področju, da so lahko vse, kar si želijo biti." Napisala je na Instagramu. Orala je ledino in rušila pričakovanja z edinstveno kombinacijo miline in odločnosti, ki jo premore le pravi vodja. Strašljivost teh vzponov in z njimi povezanih tveganj je bila še dodatno poudarjena po še eni uničujoči nesreči na Manaslu, ki se je zgodila le nekaj dni po njeni prezgodni smrti. 2. oktobra se je zgodil še en plaz, ki se je nato spustil po gori in zadel bazni tabor. Posnetki tega dogodka so resnično šokantni in zaradi tega se je veliko ljudi odločilo, da nagrada ni vredna tveganja. Številne odprave so se odločile za umik, kar je nenadoma in predčasno končalo sezono leta 2022. Nelsonove dosežke v smučarskem alpinizmu bodo še naprej navdihovali številne ambiciozne športnike po vsem svetu. Če pa dobro pomislimo, je bila preprosto dama, ki je šla na zabavne počitnice s svojim življenjskim partnerjem. Želite podpreti kanal? Pridružite se in pridobite ekskluzivne ugodnosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.